2, 3. Live video is starting. Uhu! En lep pozdravček vsem. Kako ste kaj? Evo, sem videla, da prejšnji teden je bilo kar takole, kar dobro sprejeta Facebook Live. Torkov Facebook Live. In sem rekla tako, da bom zdaj ob torkih imela Facebook Live, ampak nisem pa še čisto določila, katero uro, tako da bi tukaj rabila vaš mal inputa, kdaj bi vam bolj odgovarjali, ob 7, 8 ali 9. Tako da, dajte mi napisati, tako da se lahko malo tudi uskladim z vami, tako da vas bo lahko čim več tukaj v živo, tako da lahko še kaj pokomentiramo, kakšno vprašanje mogoče. Drugače pa naslov današnjega liva je lahkotno ustvarjanje denarja. Wow, ne? Da bo si kjer mislil, joj, kakšno lahkotno ustvarjanje denarja, kaj je to spet eni nakladajo neki, a ne? Tako da vse, kar to zdaj za vas prinaša na plan, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, guten Tag, poran shorts, boys, povats and beyonds. Koliko vas ima sodbe glede lahkotnosti? Sploh, kaj je to lahkotnost? In vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, guten Tag, poran shorts, boys, povats and beyonds. Ne, ker tako mi v Access Consciousnessu govorimo veliko o lahkotnosti. Torej, ko ste vi, torej, ko ste to, kar ste, ne tisto, kar ste pokopirali od drugih, ne laži, ki ste jih prevzeli od drugih, kupili od drugih, ne neke sodbe, ki jih imate v sebi, ne sodbe, ki ste jih kupili od drugih, da ste, ko to odstranimo, ste vi lahkotni. Torej, ko ste vi ste lahkotni. Ne? In s tem, da je lahkotni, radostni, veličastni, ampak pustimo te dve stvari mogoče za kdaj drugič. In ta lahkotnost, torej prvo kot prvo, ljudje sploh niti ne vejo, kaj je to lahkotno, zato ker so celo življenje navajeni na neko težo, neko dramo, travmo, težke energije, da morajo, kako bi rekla, se matrati za to, da se stvari aktualizirajo, da pridejo stvari v njihovo življenje, da ustvarijo nekaj v svojem življenju. In ko nekomu rečeš, boš bolj lahkoten ali pa lahkotno, ne vem, ustvarjanje, recimo denarja v tem primeru, vsi tako imajo take očke, kaj sploh to, sploh tako vidim, da to sploh ni v njihovem vesolju, zato recimo pa govorimo, ne vem, mogoče na lažji način, da ga lahko ustvarjaš ali pa karkoli, ampak dajmo tukaj dejansko prvo kot prvo vse te sodbe, ki jih imate glede lahkotnosti, vršti iz obstoja, pol bomo pa tudi dejansko povedali, bom povedala, kaj pravzaprav s tem mislimo, ko rečemo lahkotno ustvarjanje denarja. Torej, koliko sodb imate glede lahkotnosti? In vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, guten Tag, poran shorts, boys, povats and beyonds. In koliko, in vidite, torej vsak pri sebi naj pogleda, koliko to samo vprašanje, eno vprašanje vzbuja pri vas neke energije, koliko se nekih stvari, nekih energijskega naboja pravzaprav pojavi na ta način. In če ga je veliko, ponavljate to vprašanje toliko časa, dokler ne bo več naboja. Torej, koliko sodb imate glede lahkotnosti? In vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, guten Tag, poran shorts, boys, povats and beyonds. In koliko sodb sebe imate glede lahkotnosti? Kolikokrat ste bili obsojani, da ste prelahkotni, da na prelahkoten način jemljete stvari, ali pa niste imeli dovolj neke travme, drame v zvezi z nečim, recimo z denarjem. In vse, kar je to, in dejansko ste šli pa na neko sodbo sebe glede tega, ker ste bili lahkotni, prelahkotni celo, bi bili pripravljeni vse to zdaj, prosim, razgraditi in uničiti. Right or wrong, guten Tag, poran shorts, boys, povats and beyonds. In zelo vesela bom, če mi kaj napišete. Vidim, da imamo nekaj gledalcev tudi že.
Torej, prej sem zastavila vprašanje, kdaj bi vam bolj odgovarjali, ali bi bilo to ob 7, 8, 9, tale Facebook live torkov. Tako da mi napišite, prosim. Pa tudi, odkot spremljate, odkot iz Slovenije ste, da vidimo, odkot ste tukaj. Ali pa če ste celo iz tujine spremljate to. Dajmo pogledati, kam nesemo, kam ponašamo ta orodja. Torej, vse, kar je to zdaj za vas prineslo na plan, torej ta pogovor o lahkotnosti, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right and wrong, utemelj Colin Schwartz, Boys, Povac and Beyonds. Potem pa vse pomene, ki ste jih pripisali lahkotnosti. Bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right and wrong, utemelj Colin Schwartz, Boys, Povac and Beyonds. Tukaj je še več nekega naboja energijskega kot pri prejšnjem vprašanju. Torej, kakšne pomene vse ste pripisali lahkotnosti. Vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right and wrong, utemelj Colin Schwartz, Boys, Povac and Beyonds. In kakšne pomene ste pripisali sebi glede lahkotnosti. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right and wrong, utemelj Colin Schwartz, Boys, Povac and Beyonds. Če imate neke pomene, če imate neke sodbe glede lahkotnosti in v smislu, da je to narobe, da to ni prav, da si lahkoten, si nikoli ne boste dovolili biti to, kar ste. V resnici, ko ste, torej lahkotni, radostni in veličastni. Tako da, vse posod, kjer si ne boste dovolili zaradi teh sodb prejeti sebe, tega bitja, kar ste, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right and wrong, utemelj Colin Schwartz, Boys, Povac and Beyonds. Wow, nisem si mislila, da bo toliko tega prišlo na plan. Torej, kakšne pomene ste pripisali lahkotnosti. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right and wrong, utemelj Colin Schwartz, Boys, Povac and Beyonds. In, Jerica, živjo, lepo zdravček na Jesenice. Torej, zdaj pa, kaj sploh mislimo, torej, ko govorimo o lahkotnem ustvarjanju denarja. Torej, če bi vi uporabljali svoje kapacitete, svoje zmožnosti, tisto, kar je vam lastno, kar je vam unikatno, ker namreč vi kot bitje ste unikatni, ste edinstveni, ni vam para na tem planetu in imate tudi neke kapacitete, ki jih nima nihče drug. Ampak, ker so te kapacitete vam toliko lastne, toliko z lahkoto to počnete, da niti ne smatrate to kot neko kapaciteto, v tem vi ne vidite nobene vrednosti. In se vam zdi to lahko naredi vsak. Ampak to ni res, to je neka laž, iz katere delujete. In vse, kar je to, torej vse laži, iz katerih delujete v zvezi s svojimi kapacitetami, v zvezi s svojimi zmožnosti, v zvezi s tem, kar ste, bi bili pripravljeni vse to zdaj, prosim, razgraditi in uničiti. Right and wrong, utemelj Colin Schwartz, Boys, Povac and Beyonds. Imamo še Darjo, Alenko, živjo, da vidim. A je rek, kar ponavljate in ne razumem. Torej, tu sem rekla, da ne bom jaz tega vsakič znova razlagala. Si pa lahko greste pogledati, torej ta čistilni proces, ki ga uporabljam na www.theclearingstatement.com. Bom tudi pol tule od spodaj objavila povezavo. To je čistilni izrek Access Consciousnessa. Torej, dajmo še enkrat, vse sodbe, ki imate glede svojih kapacitet, svojih zmožnosti, glede sebe, tega, kar ste, bi bili pripravljeni se to zdaj, prosim, razgraditi in uničiti. Right and wrong, utemelj Colin Schwartz, Boys, Povac and Beyonds. In tudi, recimo, če boste gledali, pa ne razumete tega, kar govorim, poglejte, kako se ob tem počutite. Torej, ko jaz pač delam te procese, ali se počutite lahkotnejše pri tem, torej, kar pomeni, da je to vaša resnica. Če se ob nečem počutite lahkotno, je to za vas res. Če se ob nečem počutite težko, pa to ni vaša resnica, ni to za vas res. Tako da ni nam treba vsega z glavo razumeti, ampak sam pogledajte, kako to, kar delamo tukaj, ti čistilni procesi,
kaj povzročijo, kako se počutite. To. In če ste lahkotnejši, smo že na pravi poti do vas, do tega, kar resnično ste. Torej, koliko laži imate glede tega, da lahko vsi to počnejo, kar vi počnete, oziroma kar vi znate. In to so lahko neke kapacitete izven te resničnosti. Torej, imamo lahko kapacitete, ki jih nihče tukaj ne omenja, ampak mi vemo, da mi nekaj znamo narediti, nekaj spremenimo, in tega nikoli nihče vam ni priznal ali pa rekel, to je kapaciteta. Verjetno, ko ste komu kaj rekli o tem, ste rekli, nekaj, to si izmišljuješ, ali pa to ni mogoče, ali pa nekaj tazga. Tako da vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right and wrong with the Matt Colin Shorts, boys, povac and beyonds. Ampak poanta je pa glih v tem, da če bi vi videli vrednost v teh svojih zmožnostih, kapacitetah, ki so vam lastne, ki s totalno lahkoto počnete, tako da zaradi tega pač se vam zdi, da to sploh ni nobene vrednosti v tem, bi lahko s tem ustvarili veliko denarja. In tukaj pridemo do tistega, ko smo rekli, lahkotno ustvarjanje denarja. Torej, če bi vi to kapaciteto uporabili, jo ovrednotili, bi videli vrednost v tem, bi s tem lahko ustvarili veliko denarja. In seveda, zdaj mogoče se kdo začne spraševati, katere so pa tiste moje kapacitete, in to je super vprašanje. In vam bom dala eno vprašanje tukaj, ki si ga zastavljate, da boste začeli posegati po teh svojih kapacitetah in talentih, ki so lastni sam vam, in v njih ne vidite dobene vrednosti. Torej, katera je tista moja zmožnost oziroma talent, v kateri ne vidim dobene vrednosti, če bi v tem videl vrednosti oziroma če bi v tem videla vrednost, bi lahko s tem ustvarila veliko denarja. Vprašanje si zastavite, ni vam potrebno imeti odgovora. Torej smo rekli, v Accessu vam damo vprašanje, nimamo za vas odgovorov. Vi boste na podlagi tega, ko si boste zastavili to vprašanje, boste začeli posegati po teh svojih kapacitetah oziroma zaveščati te svoje kapacitete, te svoje zmožnosti. Recimo, jaz imam eno kapaciteto, o kateri noben tukaj v tej resničnosti ne govori, ampak recimo jaz lahko določeno hišo ali pa stanovanje vprašam, po kakšni ceni se želi prodati, oziroma ne vem, če znam skomunicirati s to hišo, dobim ceno in ko ljudje postavijo to ceno, se takoj proda. Ampak to ni pač neka kapaciteta, ki bi ti jo kdo v tej resničnosti priznal. In pač jaz tudi sama gledam, koliko iz tega lahko ustvarim denar. Imam že neke tako ideje, tako da začnite to ozaveščati in začnite to, dajte to ovrednotiti. Lahko iz tega naredite nek posel, neko storitev. Tako da vse, kar to zdaj za vas prinaša na plan, bi bili pripravljeni vse to zdaj, prosim, razgraditi in uničiti. Right and wrong with the Matt Colin Shorts, boys, povac and beyonds. Alenka, super, lepo se počutim lahkotnejše, sem pripravljena razgraditi to. Jaz sem pripravljena uničiti in razgraditi, ker me drugi uničujejo. Torej, Alenka, vse posod, kjer dopustite, da vas drugi uničujejo, oziroma kjer pustite, da drugi kreirajo vaše življenje namesto vas, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right and wrong with the Matt Colin Shorts, boys, povac and beyonds. Vi ste kreatorka svojega življenja in ne vem sicer na kak način vas drugi uničujejo, pač to je lahko cela zgodba in cela facilitacija bi lahko bila iz tega verjetno ven, ampak vzemite moč v svoje roke in začnite kreirati svoje življenje onkraj tega. Koliko lahko to nadkreirate. In mogoče, če se vrnemo k temu vprašanju nazaj, torej kakšen talent imam, v katerem ne vidim nobene, oziroma kakšne talente imam, ker lahko jih imate več. Sigurno jih imate več. Torej, kakšne talente imam, v katerih ne vidim nobene vrednosti, če bi v tem videla vrednost, bi lahko s tem ustvarila veliko denarja. In to nas tudi pelje do enega, kako bi rekla,
ene stvari, o katerem tudi govorimo v Access Consciousnessu, do enega seminarja, ki ga jaz facilitiram tudi, in temu se reče poslovanje na drugačen način. Kaj, če ni treba, da je poslovanje težko, trdo, veliko delanja, delovanja, ampak je predvsem nekaj, kar smo. Da moramo najprej nekaj biti. In če delujemo iz tega, kar mi resnično smo, torej iz lahkotnosti, radosti, veličastnosti, kakšen posel lahko ustvarimo. Ja, in vse, kar je to zdaj prineslo na plan za vas, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat gaziljon. Right or wrong, v tem pa Colin Shorts, Boys, Povac and Beyonds. In vem, da mogoče nekateri pač niti ne razmišljate o tem, da bi imeli kakšen posel, ampak kaj, če imate lahko neko službo, v kateri uživate, ki je lahkotna za vas, zato ker je s tako užitkom in lahkoto upravljate, ker je to nekaj, kar točno uporablja tisto vašo kapaciteto, tisto vaš talent, da dejansko ste skozi polni energije, navdušeni, entuzijastični vsak dan, ko se vstanete, ali pa če imate posel, kaj če lahko začnete v poslu drugače delovati, kaj če je na voljo nekaj drugačnega, oziroma če ste imeli posel, v katerem je mogoče ste trdo delali, pa ste videli, da to ni več za vas, kaj če lahko ustanovite novega, naredite novega, ustvarite novega, v kjer lahko začnete čist na nek drugačen način kreirati iz te dejansko lahkotnosti, torej iz tega, kar je res za vas. Torej še enkrat poudarjam, vse, pri čemer se počutite lahkotno, to je vaša resnica. Če boste sledili temu, boste začeli ustvarjati lahkotno življenje. Medtem ko če boste sledili težkim stvarem, tisto, ob čemer se počutite težko, boste začeli ustvarjati tako težko življenje in pol dejansko si ustvarjamo neke težke situacije, iz katerih se pol skušamo ven izkopati, kaj če vam ni potrebno tega več početi. Če začnete delovati iz zavedanja, boste točno vedeli, kaj izbrati, kaj je za vas lahkotno in boste temu sledili in boste ustvarjali takšno življenje. In mogoče, dajmo se še vrniti nazaj k temu tudi, koliko od vas je dejansko, koliko od vas je bila pravzaprav že od točke nič, oziroma od malih nog predstavljena ideja, da moraš za denar, ne vem, hoditi v službo, da moraš trdo delati, da moraš nekaj fizično delati, in tukaj pač, oziroma da je delo nekaj težkega, nekaj, kar ne radi počnete in posledično denar ustvarjate na težek način, oziroma z nečim, kar ne radi počnete. Ja, in dajmo vse to, prosim, vse posod, kjer ste se s tem strinjali, pridružili, upirali, reagirali, zdaj razgraditi in uničiti in to zavestno poslati, od koder je prišlo. Right or wrong, v tem pa Colin Shorts, Boys, Povac and Beyonds. Ne, najprej je bila zamisel, najprej ste videli nekoga, ali pa vam je nekdo rekel, kaj če je mogoče nekaj drugačnega. Kaj če tudi z denarjem, pri denarju deluje vprašaj in prejel boš. Kaj če lahko vprašate, lahko dobim zdaj denar, prosim. Lahko vprašate vesolje, Boga, kakorkoli to imenujete. Lahko prosim, dobim zdaj denar. In potem bodite voljni prejeti. In zdaj mislite, kva je to, ne? Kva to govori, nič ne razumem. Dajte poskusiti. In vsak dan 10-krat lahko dobim zdaj denar, prosim. Lahko dobim zdaj denar, prosim. In poglejte, kaj se bo ustvarjalo, kaj boste začeli ustvarjati. In torej brez navezanosti, ne ono tako, kdaj bo zdaj prišel, kje bo, kdaj bom dobil, ampak brez navezanosti, sam ko se bo začel denar prikazovati, si dajte priznanje, poglej, vprašal sem po denarju in denar je začel prihajati. In kako se bo to zgodilo, bo za vsakega od vas lahko na različne načine. Tako da pustite se presenetiti. In malo sem zašla, ampak to sem želela še reči, ne. Torej, koliko od vas ima za prioriteto trdo delo, torej oziroma koliko od vas bolj ceni trdo delo, oziroma da na težek, garaški način pridobite denar, in to pač nekaj denarja, ne velika, ne. Koliko od vas ima to, koliko je to bolj cenjeno pri vas kot lahkotnost?
Torej, koliko od vas rajš kreira denar na težek način, ful se matrate, ful garate, in pol vas nekdo tako potrplja po ramenu, wow, ti si pa ful priden, a ne, ta beseda, ko imamo vsi tako ful radi. Ti si pa ful priden, ti pa ful delaš, ne, to je pa res, zdaj, ko si pa ustvarjen tako, ko si trdo delo, zdaj pa lahko imaš ta denar. Če pa dobite denar na lahkoten način, torej lahkoten smo povedali, kaj je to, da dejansko se zabavate zraven, uživate zraven pri tem, kar delate in v bistvu ustvarjate veliko več, kot bi s tistim trdim delom. Koliko od vas za to ni cenjeno? Ker vas nobeden ne bo potrepljal po ramenu in rekel, wow, ful dobro si to naredil. Ne, ker to je izven te resničnosti. Ta resničnost ceni trdo delo, matranje, garanje. Tiste, ki kao na lahkoten način ustvarjajo denar, so kot neki, ne vem, goljufi, ne vem, neki čudnega dela, ne, kaj pa dela, se sploh nič ne dela, se ne hodi v službo, bla, bla, bla. In vse, kar je to zdaj za vas prineslo na plan, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right and wrong, to met pa napokalne shorts, boys, povats and beyonds. Bodi priden, kot hočejo drugi. Zavestno pošiljam, odkudar je prišlo, da moram biti ubogljiva. Bravo, Alenka. Sem voljna odpreti se za pritok denarja, ki ga dam za radost, lahkoto in slavje. Ja, trdo delo, ampak dobivam blokade in ni pridna si. Ja. Iz tvojih ust v Božjo si zadovoljujem si posel z lahkotnostjo, radostjo, veličastnostjo. Ja, mi rečemo veličastnostjo, Alenka reče slavje. To je verjetno iz Hrvaške, ja. Mislim, da imajo tam slavje. Jaz sem kreatorka svojega življenja, tako na dnu sem bila že in zato dojemam to, kar govorite. Bravo, Alenka. Kako lahko še boljše kot to? Kaj vse še mogoče? Oj, Nadja, hello, živijo. No, neki nas je pa tukaj, vas je tukaj. Torej, tisto, kar se prikazuje v vašem življenju, bolj cenite in je vaša prioriteta. Torej, če se morate za denar ful matrati, trdo delati, težko prihaja, bolj cenite to. Čeprav je mogoče zdaj to slišati tako, ne morete nekje, pač mogoče ne morete to umestiti nekako miselno, ampak če bi cenili lahkotnost, bi dejansko začeli gledati, koliko lahko na lahkotnejši način ustvarim denar. Kaj je tisto, kar me res veseli, kaj je tisto, kar je moj talent, kaj je moja kapaciteta, pri čem uživam, pri čem se zabavam. In to tudi pol začeli upeljevati, zbirati to. Tako da mogoče bo danes ta današnji live koga premaknil v to smer, ampak še enkrat, torej poglejte, na kak način denar prihaja v vaše življenje, oziroma na kak način aktualizirate denar, in to je vaša prioriteta, to bolj cenite. In ja, dejansko morate pol zamenjati prioritete. Če si želite pač na lahkoten način ustvarjati denar, in začnite mogoče pravzaprav gledati, pač kakšne poglede imate o tem, na kak način se aktualizira denar, kaj morate biti, narediti, izbrati za to, da bi ustvarili denar, in kaj, če je veliko tega laž, ki ste jo kupili od staršev, od starih staršev, od drugih odraslih okrog sebe. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right and wrong, with the met pokvalne shorts, boys, povats and beyonds. In ta seminar, ki sem ga omenila, torej poslovanje na drugačen način, s tem seminarjem začnemo v soboto, 10. septembra, evo, tukaj to naslavljamo, dobite cel paket orodij in facilitacijo v 5 delih prek spleta je, torej od 10. do 14. septembra, dejansko začnete ustvarjati na drugačen način. Ta seminar razširi vaše prejemanje. To je tista stvar, ki jo zelo slabo počnemo tudi tukaj, ker mislimo, da moramo skozi delati, da bomo lahko nekaj prejeli. Ampak ne, dejansko moramo se naučiti prejemati, moramo biti nekaj drugačnega, kar nam bo dovolilo imeti nekaj drugačnega in prejeti več. In ta seminar razširi vaše prejemanje in posledično ne samo, da se bolj zabavate v svojem poslu,
da je bolj vredno užitka življenje. Dejansko celo življenje postane bolj vredno užitka, dejansko posledično se razširijo tudi vaši finančni tokovi. Začnete gledati, koliko lahko ustvarite več tokov prihodkov, kaj če ni potrebno, da imate samo en tok prihodka. Kaj če imate iz vseh teh svojih kapacitet, ki jih imate, iz vsake te kapacitete oziroma vsega tega lahko ustvarite, kaj če lahko vse to nek tok prihodka. In eno orodje vam še dam za danes, oziroma eno vprašanje, kot veste, v Accessu imamo vprašanja, s katerimi posežete po zavedanju. Kaj če bi se vsak dan vprašali, koliko novih tokov prihodkov lahko ustvarim danes? In kaj če vam ni treba iskati odgovorov, ker veliko ljudi gre pa razmišljati. Je omejitev, vaš pozna samo to, kar ste do zdaj slišali, videli, počeli, medtem ko če zastavite, če vas res to zanima, koliko novih tokov prihodkov lahko ustvarim danes, boste začeli dobivati zavedanje, tukaj bi lahko en tok prihodkov ustvaril iz tega, ne vem, če imate neko stvar, nek posel, kaj če lahko znotraj tega posla ustvarite še 10 dodatnih tokov prihodkov. In tako naprej, koliko se bo to prikazalo spet, za vsakega od vas bo različen, ampak zastavite si vprašanje, naj vas zanima. In pa enim greste tako, se več kot to, pa ko zdaj kar že delam, pa ne morem več delati. Kaj pa, če vam ni treba biti pri vseh teh tokovih prihodkov fizično prisotni? Kaj, če lahko to nekdo drug počne? Kaj, če lahko to z nekim sistemom, neko aplikacijo uredite? Tako da tukaj je veliko možnosti, ampak ko se začnete spraševati, začnete dobiti zavedanje, tako da uporabite ta vprašanja, ki sem vam jih danes dala, in kar nekaj jih je, in poglejte, kaj se bo začelo v vašem življenju spreminjati, kaj se bo začelo prikazovati. Če pa želite seveda vse skupaj to poglobiti, razširiti, dobiti osebno facilitacijo, pa vas lepo vabim tudi na seminar Poslovanje na drugačen način, s katerim začnemo v soboto. Evo, da vidim, kaj še kaj pravite. Blam. Aha, Nataša je tudi tukaj, živi Nataša. Ko si ustvariš posel onkraj te resničnosti, kot si mi rekla, igraj se v poslu, ustvari si računovodstvo onkraj te resničnosti, in sem te poslušala, res deluje. Ja, to je Nadja, to smo res, mislim, koliko je enih pogledov tukaj v glede računovodstva, recimo, in koliko se usklajujejo pa vsi, ki delajo v tej branži. In tukaj, to bila, mislim, res, Nadja, kaj vse je še mogoče, koliko prostora dejansko še imaš, da še to nadkreiraš, koliko lahko še spremeniš to, kar si že. In tudi res to, da si daš priznanje za to, kaj si spremenila, kaj si ustvarila, to bo ustvarilo samo še več te spremembe. Alenka pravi, vsi so tiho, ko delam iz lahkotnosti. Noben te ne treplja oziroma vas ne treplja po rami, veličastna si, hvala ti. Hvala vam, da ste tukaj, hvala, da izbirate nekaj drugačnega, hvala vam, da sledite temu svojemu vedenju, ker vi nekje v globoko vseb veste, da je mogoče nekaj drugačnega. In zdaj je ne sam čas, zdaj je tudi prostor, da se vse to prikaže. Tako da najlepša hvala vam še enkrat za vse ustvarjanje tega live-a in se vidimo spet prihodnji torek. Čau!